Knjiga predstavlja razširjen del raziskave za doktorsko dizertacijo in je bila izvedena med letom 2014 in 2018. In sicer gre za, kot pravi naslov, glasovni in naglasni opis terskega narečja slovenskega jezika. To je najbolj zahodno slovensko narečje, govori se v zahodnem delu Beneške Slovenije, deloma sega tudi v Breginjski kot v Republiki Sloveniji, sicer pa je to Republika Italija. Temeljni cilj je bil pravzaprav prikazati narečno členjenost, ki se seveda najlažje določa na glasovni in na glasni ravni. To se pravi zamejiti tersko narečje in ga hkrati notranje analizirati, določiti, kateri areali, kateri govori so prisotni znotraj narečja. Čeprav je od najbolj zahodne raziskovalne točke do najbolj vzhodne raziskovalne točke, to sta kraja Ter in Breginj, zgolj 15 km zračne razdalje, gre za zelo razgibano visokogorsko področje. Posledica pa je precejšnja izolacija in danes tudi depopulacija, kar ima seveda tudi na jezikovni ravni določene posledice. Narečje govori, čez palec lahko ocenim, samo še generacija najstarejših govorcev od 50-60 let naprej, bolj kot gremo proti zahodu, starejši so ti govorci. Tako da gre za nek pojav asimilacije, ki pač ima svoje korene v zgodovinskem dogajanju, danes ga pa napajajo še druge posledične težnje. Raziskoval sem v 10 raziskovalnih točkah od zahoda, kot sem rekel, kraj Ter, pa vse do Breginja v Republiki Sloveniji. 27 informatorjev je sodelovalo pri tem in knjiga je potem razdeljena metodološko na 5 delov. Informatorji so prispevali k osrednjima dvema, to je glasoslovni del in naglasoslovni del. V prvem delu, v uvodu, naslovim nekaj, bom rekel, metodoloških vprašanj, tudi pregled obstoječih raziskav tega narečja je, sledi še en bolj teoretičen del, ki nekako obelodani metodo, potem pa glasoslovni del prikaže razvoj od izhodiščno slovenskega glasovnega stanja do posameznih stanj v narečnih govorih. Podobno na glasoslovni del pokaže, kako se je razvijal naglas, nekoliko kontrastivno. No, oba pa temeljita na vnaprej pripravljeni vprašalnici približno 900 besednih oblik, ki so omogočile to primerjavo in seveda sledi nek zaključek. Rezultat je nekako, kot sem omenil, proti zahodu kompetenca upada, zato so mogoče nekatere zadeve tam še odprte za nadaljne raziskave, ampak rezultat je takšen, da lahko identificiramo zelo jasen areal proti zahodnem delu, potem proti vzhodnem jasno so že zelo vidni vplivi sosednega nadiškega narečja slovenščine in vmes je nek prehodni areal. Ker gre za narečje, ki, kot sem rekel, je že precej v izgubljanju, je tudi to delo po mojem nek prispevek, da se nek opis vsaj ohrani, ker v roku kakšne generacije ali dveh bo govorce precej težje dobiti, no in pa mislim, da zapolnjuje neko vrzel v raziskavah, ki so bile prej sporadične. Velja omeniti Jana Bodvena de Courteneja, Pavla Merkuja, morda kolega Roberta Dapita in kolegico Danilo Zuljan Kumar v današnjem času, ampak realno nekako pa pač ponuja osnovo tudi za nadaljne delo teh raziskovalcev, se pravi zadnjih 2 kolegov in še za nadaljne raziskave.